Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Robert Golob je, kot kaže, relativni zmagovalec nedeljskih volitev. Vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali še 4 leta Goloba. Nam bo Robertina vladala še 4 leta. Ali bo Golob še enkrat sestavil vlado, bomo vprašali dr. Bernarda Nežmaha in dr. Igorja Lukšiča. Bernard, Igor, dobrodošli. Pozdravljen. Bernard, če mogoče midva začneva za začetek eno tako lažje vprašanje. Kaj pomenijo rezultati nedeljskih volitev? Ja, pomenijo v grobem dve stvari, da je vladajoča koalicija krepko izgubila, da niti ne more sestaviti vlade, da njena alternativa krog aliansa Janša Nova Slovenija s trojčkom ni naredila preboja, ki bi omogočil sestavo vlade. In tretji moment je pa ta, da se naenkrat kot objektivno lep zmagovalec pokazala resnica z Stevanovićem, ki je pač uspel v drugem poskusu priti v parlament in dobiti status zelo pomembnega faktorja v tej situaciji. In seveda tudi Logar je navsezadnje uspel prvič svojo stranko prišel v parlament. Igor, enako vprašanje tudi zate za uvod, kako ti vidiš recimo nedeljske rezultate? Ja, podobno kot je Bernard rekel, s tem, da tu imamo zdaj res eno pad situacijo, ki jo bo težko rešiti. Kot pravi Janša, majhne stranke so premočne in tu je problem, da ni neke hierarhije. Zdaj majhne stranke, ki so dobile zelo malo, vsaka od njih bi rada se pokazala kot zelo močna, kar pomeni, da postavljajo pogoje že takoj v štartu. Najhujši pogoj oziroma pozicija je ta, da ne grejo v nobeno vlado. Ker stranke grejo na volitve zato, da bi imele maksimalen vpliv, zdaj se ga pa kar naenkrat tega maksimalnega vpliva preveč strank izogiba. Tako da bo v vsakem primeru treba počakati, ali bo pritisk časa na poslance kaj naredil. Ker na koncu, po dobrih 2 mesecih ali 3, ko bojo izčrpane vse možnosti za sestavo vlade in vlade recimo ne bo, se bojo morali takrat pa poslanci odločiti, ali oni grejo še enkrat na volitve, ali bojo takrat sprejeli katerokoli vlado prva, ki bo prišla mimo, se pravi nekega mandatarja, ki bo potem poskušal nekaj sestaviti, kar bo za Slovenijo zelo slabo. A sta vidva recimo presenečena nad tem, da je Gibanje Svoboda, kot zaenkrat kaže, relativni zmagovalec teh volitev? Ja, jaz sem presenečen glede na njeno politiko oziroma vodenje države. Ampak glede na izjemen medijski stampedo in preračunanih 1001 potezo predvolilno, je pa seveda nekako jasno, da so veliko bolj kot vse njene zaveznice in kot ostali kreirali javno mnenje. Ob sebi so imeli veliko podporo nacionalne televizije, v manjši meri Pop TV-ja, ogromni STA-ja in vseh 3 dnevnih osrednjih političnih časopisov. Iz te, bi rekel, medijske zaslombe so potegnili pravzaprav neverjetno število glasov. Ampak očitno je še vedno, da ti ne vladaš brez te slike, ki jo ustvarjajo mediji. To ogledalo je ključno. In imeli so in nadzor in finančna sredstva, s katerim so to dosegali, ampak kljub vsemu so doživeli relativno velik poraz. Skratka, tretjino Svoboda je prišla za tretjino glasov manj
na izkupiček, sploh če upoštevamo, da sta bile še stranki Alenke Bratušek in Šarca del njene koalicije, in v tem smislu je ta rezultat objektivno poraz, je pa res, da so pa v dani situaciji izvlekli čudežno veliko. Igor, ti si, se mi zdi, že kar leto dni nazaj napovedal, da bo Golob zmagal na levi sredini in da bo ponovno sestavil vlado. Zdaj, Golob je zmagal na levi sredini, ne samo na levi sredini, kot zaenkrat kaže, je zmagal na volitvah nasploh, postal relativni zmagovalec, ampak ali bo mu uspelo tudi sestaviti vlado? Ja, to bomo še videli. Zaenkrat bo imel velike težave, ravno zaradi tega, ker vsaj ena stranka je že definitivno odpovedala možnost, da bi sodelovala, ta druga pa tudi bo težko. Zdaj, moja napoved je temeljila na tem... Oprosti, samo da pojasnimo gledalkam, gledalcem, kateri dve stranki točno misliš, da ne bi bilo nesporazuma. Ja, Resnica in Demokrati. Okej, ja, saj samo to, da ne bo... Stevanoviću se je zgodila stranka, in mora upoštevati voljo najprej stranke, ki ga je upozorila na obljube volivcem. Se pravi, da ne bo personalno sodeloval ne z Janšo, ne z Golobom. Se pravi, da on ne bo šel v vlado. Je pa zdaj vprašanje, ali bojo njegovi poslanci potem, ko bo treba zaključiti mandat predčasno, se pravi po 3 mesecih, ali bojo tudi oni to sprejeli, ali bojo takrat šli pred stranko in bojo rekli, veste kaj, tako kot so naredili recimo v COVID mandatu poslanci upokojenske stranke, pa SMC-ja, ki so šli v drugo vlado brez problemov in so raje stranko razpustili na nek način. No, in v tem primeru bo vlado skoraj nemogoče sestaviti, ker kdor bo tvegal pa manjšinsko vlado, se pravi, da bo imel stranko v opoziciji s podporo mandatarju in v kritičnih momentih. To smo pa že videli, kaj pomeni na primeru Levice, ko je podpirala Šarčevo vlado, se pravi, ti si talec potem ene stranke oziroma 5 poslancev in ravno takrat, ko bi jih najbolj rabo, takrat te najbolj minirajo in se začnejo pripravljati na volitve in tako naprej. Tako da to bo problem, to je problem, ker nam, tle pa smo pri vprašanju strankarskega sistema. Recimo ta strankarski sistem, kot smo si ga mi postavili, ki izrazito stranke šibi, ljudje, hkrati se v medijih povzroča predstava, da so stranke blazno močne, v resnici so stranke šibke. Mi imamo zdaj v parlamentu 2 novi stranki. Na trgu jih je bilo kar nekaj novih, ki so od Prebiliča, Dimovskega, Žerjavca, mi socialisti in tako naprej. No, to je še zdaj dodaten problem, zakaj ti ustanavljajo nove stranke in tako naprej. Skratka, mi bi se mogli resno ukvarjati s tem, kaj se nam je zgodilo s političnim sistemom v tako postavljenem strankarskem in volilnem sistemu, vključno s tem, da omogoča ta biznis model, kot je recimo dobro teče Zmagotu Jelinčiču, da dobiš več kot 1% in potem živiš 4 leta udobno v naslonjaču in čakaš naslednje volitve, kjer bo spet dobil 2%, ker dobiš več kot 10.000 na mesec v lastno kaso. Tako da to bo problem za sestavo vlade, ampak če gremo nazaj k vprašanju, ki ste rekel, zakaj pred enim letom. Tisto, kar je po mojem mnenju bilo odločilno in je odločilno, da Svoboda zmagala, je to, da živimo v kapitalizmu in ta organiziran kapitalizem je svetovni sistem. Slovenija ima v tem svetovnem sistemu določeno vlogo in če jo neka vlada ali pa predsednik recimo temu dobro razume in igra, potem ni razloga, da bi te kapitalizem vrgel ven. In to se je pokazalo, da v tem primeru, vsaj pri glavni stranki, to dobro deluje. Problem je pa bil, da sta obe drugi stranki, se pravi SD in Levica, pa moteč element, zlasti Levica za ta kapitalizem. In zdaj, to se pa niso dobro organizirali, pa ne mislim vodstvo teh 2 strank, ampak recimo ta duh kapitalizma se ni dobro organiziral,
ker ni hotel imeti ali pa noče imeti Levico in mogoče tudi SD ne v vladi, hkrati bi pa rad, da je Golob predsednik vlade. To pa je nerešljiv rebus in to zdaj mora pa Golob personalno reševati. Ja. Bernard, kako ti ocenjuješ, recimo, ni skrivnost, ne? To je že napovedal predsednik vlade, tudi sam aktualni predsednik vlade, da si bo prizadeval pač za ponovitev mandata za sestavo vlade, ne? Je tudi relativni zmagovalec, kot rečeno. Misliš, da mu bo šlo to dobro od rok? Vemo, Golob, ne, odkar je ponovno vstopil aktivno v politiko, je navajen pač velikih večin, da je vse po njegovo in tako naprej. Ne. Zdaj, ker naenkrat je v opoziciji, kjer mora prepričevati, mogoče celo moledovati in tako naprej. In tudi, če se stavi vlado, bo imel težave ohranjati jo pri življenju, tako kot je rekel Igor. Misliš, da je močan karakterno in sicer dovolj Golob, da mu kaj tazga lahko uspe in da potem to vzdržuje cel mandat ali pa dalj čas? Ja, jaz bi uporabil druge izraze, ne, ali močan ali ne. Okay. Pred zadnjimi volitvami je nastopil kot mesija. In kamere so ga kazale z unimi plapujočimi lasmi, kako je prihajal, vedno je bilo samo afirmativno. Zdaj imamo 4 leta izkušnje njegovega vladanja. Jaz bolj kot to vprašanje kapitalizem, ne kapitalizem, je bil meni očiten njegov model sodelovanja z partnerji. Veljal je, da so konsenzualni. Potem pa pogledamo ene par situacij. Zdaj, ko je bila ta ena zadnjih, ko je bilo to reševanje turistov iz Dubaja, se je razširilo, kako je to začelo reševati zunanje ministrstvo z Fajonovo, potem je pa prevzel kabinet predsednika vlade. Še bolj očitno je bilo to, ko je prišlo do afere sodne stavbe, kjer je bila vmešana tedanja ministrica Dominika Švarc Pipan iz SD in SD je zahtevala takoj njen odstavitev. Takrat jih premier niso uslišal, ampak je nasprotno. Je sistematično jo podpiral in zavlačeval kakršenkoli njen odstop in rezultat je bil seveda ta, da ni bila formalno odgovorna ona, ampak vsi njeni sodelavci, večinoma iz SD-ja, nižji kader na ministrstvu. Zadnji moment, ki je bil pa posebej presenetljiv, je bilo pa to, da je vlada živela mesece v napovedi, da tudi časopisi in televizije so že od januarja poročali, da bo vlada se pridružila tožbi zoper Izrael. In vlada nikoli tega ni demantirala. Če ni imela namena, da se moramo šele odločiti. In ko je napovedala zunanja ministrica, da bodo to podprli, je potem prišel šok, da je premier to preglasoval. Oziroma neki tajni seji, nihče se ni nekaj. Jaz v delovanju partnerjev predpostavljam, da so se pred tem, ko je Fajonova karkoli spregovorila, kaj pogovarjali med sabo. Da ni šla kar praznih besed. Ne? In da je prišlo potem presenečenje, kar pomeni, da je premier brez težav z lahkoto izigral svoje partnerje za svoje kakršnekoli interese. In tudi, če vzamemo, imel je najljubšega ministra Bešič Loredana, ki ga je dal za podpredsednika vlade in v nekem hipu ga je z lahkoto odstavil, še prej se je mogel ponižati in jo upravičiti Jankoviću. Odstavljal večina ministrov, ki jih je odstavil, niso bili zaradi kakšnih silnih zahtev medijev korupcije, ampak po njegovi volji, od Bobnarjeve naprej. Se pravi, tudi ministrica za kmetijstvo je mogla na nejasen način oditi. Se pravi, vsi pravzaprav vidimo ali pa vidijo, kako Golob reagira. Ne. Tudi v dani situaciji takoj najde nekega krivca, ki ga napade, tokrat je Petrol, črni raček. Zdaj se je zelo jasno, ne, v deželi, ki je živela toliko let komunizma, ki so manjkale razne dobrine, imajo ljudje ta spontani refleks, da čim nekaj
se kaže, da bo dotok blaga vprašljiv, si delajo zaloge. Ne. Skratka, to bi vsaka racionalna vlada, ki hkrati že napove, da bo naslednji teden dražji bencin, mogla, če že to naredi, postaviti hkrati že neke omejitve. Skratka, tam, kjer je vlada odgovorna, se poišče Golob nekoga drugega, ki ne bi bil to. Zdaj se pa vprašamo, zakaj bi kdo izmed teh, ki zdaj niso sodelovali z njim, hotel sodelovati? A bo Golob kako drugačen? Mislim, zakaj bi bil drugačen? To je njegov modus communicendi in tak je. Po drugi strani je naslednje vprašanje. A imamo zdaj obstoječo koalicijo, kateri bi pridružili še koga, ali ustvarja Golob koalicijo iz nič? Tako je sploh ni jasno, a sta SD in Levica del tega programa. In z tega stališča je seveda eno silno vprašanje, kaj ti sploh garantira? Kaj ti garantira Golobova beseda? In tle ni zdaj, bomo od zdaj naprej videli, zdaj bo pa on drugačen. On je kakršen je. Skratka, kdor v 4 letih ni opazil njegove strategije delovanja, je pač tako pol, ta se niti v parlamentnem vrstu. Iz tega stališča jaz vidim izjemno tako rekoč komplicirano, nemogoče, na kakšen način bi lahko Golob karkoli zagotovil potencialnim partnerjem. Ja. Lahko jim bi dal ministrstva in a priori svobodo, da znotraj njih počnejo karkoli. Tle se pojavlja takoj naslednji problem, vpliv na medije, a bo tudi medijska kolača, mediji, na katere vlada izrecno vpliva, potem deljena tudi na nove stranke. Tako da to je ena serija težav, ki mislim, da so bolj ali manj nerazrešljive. Ja. Zdaj, Igor, ti si od nas treh nedvomno največji politični insider, bil si predsednik koalicijske stranke, bil si minister v koalicijski vladi. Kako te zadeve potekajo, o čemer zdaj govori Bernard? Tako pri, bi rekel, sestavljanju kompozicije in potem pri vodenju kompozicije po progi skozi mandat. To, kar Bernard govori, seveda je pomembno, se pravi ta verodostojnost predsednika in vsakega politika, ampak hkrati je pa tisto, s čimer lahko razložimo stabilnost enega političnega sistema in ene garniture in tudi recimo možnost predčasnih volitev je odvisna od tega, kako se bodo odločili financerji. Namreč vsaka stranka je porabila kar nekaj denarja, Nova Slovenija tega ni skrivala, demokrati tudi ne, celo Prebilič je nesorazmerno porabil sredstev in zdaj ti financerji bojo zahtevali, da se nekaj zgodi. Kot smo videli, so bile to volitve o zaklinjanju, o dvigu davkov. Se pravi, tako imenovano gospodarstvo, ali pa, ne, če prevedemo bolj razumljiv jezik, najbolj vplivni kapitalski krogi bojo zahtevali od nove vlade, da davke zniža. Celotno gospodarsko okolje, v resnici ti najbolj propulzivni akterji, reducirajo zgolj na višino davkov. Pri tem pozabljajo na celotne razvojne prednosti, ki jih Slovenija ima v kvalitetnem šolstvu, v sorazmerno kvalitetnem zdravstvu, ob vsem tem, kar se dogaja in nespretnostih, ki se dogajajo tudi v vladi in zavodu in tako naprej. Vseeno je to še toliko močno in trdoživo, da vztraja v neki kvaliteti. In seveda varnostna situacija Slovenije je to tudi pomembna. Se pravi, kako te ključne vrednote nadgraditi ali pa saj ohraniti. To so naše glavne prednosti za tuje investicije, če hočete. Kratkoročno gledano pa mogoče davki. Ampak ker imamo glavne financerje iz teh vrst, bojo gotovo ti pritiskali na nove stranke, da sestavijo neko vlado. In glede teh programov, to je ključna in pravzaprav edina zgodba. Kdor bo sestavil vlado, Janša ali Golob, jo bo sestavil glede tega. Se pravi, kako zmanjšati ali pa držati plače na nižji ravni, kako zmanjšati davke in kako s tem povečati, kot se temu reče, možnost za profite. In torej še enkrat ne, tisti, ki bo to sestavil na tej osnovi,
tisti bo vodil novo vlado. In to je tisto, pravzaprav, kar je ključno. In zato v novi vladi verjetno levice ne bo. Ne zaradi tega, ker je Golob ne bi hotel, ali pa ker ne, ampak je pač ne bo, ker je povzročila po oceni teh glavnih aktivistov in financerjev največ škode tako imenovanemu slovenskemu gospodarstvu oziroma Berinih osebno. In tudi to zgodbo v zvezi s Petrolom, Bernard, tle se strinjam s tabo, ljudje so navajeni gor in dol, ampak to, da ti en posameznik lahko blokira dostop do bencina en teden, zaradi tega, ker to ni v skladu z njegovim privatnim interesom, to je katastrofa. In to v firmi, ki je v državni lasti. In če nova vlada ne bo to naredila takoj enega kirurškega posega in prevzela oblast v tem Petrolu, potem se nam bo to dogajalo od zdaj naprej, ne samo na tem segmentu, ampak še na kakšnih drugih. Da bo vsaka aktualna vlada postala predmet izsiljevanja posameznih dobro organiziranih kapitalskih blokov na tistih segmentih, ki bo lahko. A si predstavljaš, da ti iz nekih razlogov cela veriga Mercatorja zapre trgovine za 3 dni pred volitvami, zaradi tega, ker nimajo dobave ali pa ne vem kaj, in potem rečejo, ja, vlada ni poskrbela za to in to. Mi po volitvah lahko ugotavljamo, da ni šlo za to, pa tako naprej, ampak volilni rezultat je že tam. Ne? Ja, glej, tle je ena razlika, tle je nastala psihoza. Psihozo je soustvarila vlada. Vlada z napovedjo, da bo naslednji teden cena bencina še večja. Ampak Bernard, kdo je dal pa ukaz? Kdo je pa dajal ukaze posameznih voznikov, naj ne vozijo, ampak naj pridejo šele v torek? Zakaj pa je danes ni problem? Glej, jaz govorim zdaj o 2 momentih. Eno je, in to velja za celo ekonomijo in to za izredne razmere, ko recimo to je, od vojne naprej se vedno skrivalo blago. To je oblika gospodarskega, rečemo temu čisto preprosto, malega kriminala. Ampak drugo pa je seveda, da od vlade pričakuješ, da zna predvideti, kaj se zgodi. In da tudi je vprašanje, če se je v Sloveniji cena bencina bila tako nižja kot v Italiji in Avstriji, ali ni to tudi bil en izmed predvolilnih bombončkov, da si za ta čas bencin relativno zadržal, namesto da bi ga dvignil na primerljivo raven. Ti najbrž v svetovni ekonomiji, ko imaš sosednje države, moraš seveda ob logiki svobode gibanja in svobode nakupovanja, moraš seveda računati, da bodo, bi rekel, obmejno prebivalstvo drugih dežel, če pri tebi cena bistveno cenejša, tukaj kupovali. In to so vse momenti, ki jih bi lahko racionalna vlada predvidela. Bernard, jaz sem v Medvodah, to je zelo daleč od meje. In v Medvodah na eni pumpi je zmanjkalo bencina in nafte. Zelo daleč od meje. Tako da ta argument absolutno ne drži. Drži ta argument, da je nekdo prepovedal voznikom, da vozijo bencin za čas trajanja volitev. In to ti ne moreš biti, nobena vlada in nobena država ne more biti talc kateregakoli privatnega interesa, kateregakoli lobija. Sem rekel, da je primer trgovine. In to se nam bo dogajalo. Igor, ti zdaj govoriš o natanko tem, kar se često dogaja v tej deželi, kot da je bilo na ravni celi države, da so bile prepovedi. Prepovedi dobave bencina. Ta hip, to še ni jasen, kaj je bilo. Lahko je bilo kje, ampak da je to na celi državi, to samo domnevamo in to je bila pravzaprav spet ena puhlica, ki jo je Golob lansiral. To bomo šele videli, kaj to je. Ampak mislim, da bi mogoče se predstavljali od bencina. Ja, ni problem, če sta natankala, lahko ne gre za bencin, gre za to, ali smo mi ujetniki privatnih interesov močnih kapitalistov v tej državi oziroma kapitalskih blokov. To je problem, ne bencin, pusti bencin. Boš videl, to je zdaj rato samo poizkus, s katerim se bo poskušalo vplivati na vse kasnejše volitve in referendume. Ampak dajmo nekaj drugega, jaz predlagam tukaj, če se strinjaš, Bernard, da razčistimo. Komu je koristil ta pritisk zdaj, Igor? Če te prav razumem, ti hočeš reči, da ta pritisk Petrola, lastnika Petrola, največjega posamičnega, če te prav razumem, se pravi privatnika, ki ima večino kontrolo v Petrolu, je koristil Janši oziroma opoziciji, ali je koristil na koncu Golobu na volitvah? Kakšen učinek je imelo to na volitve? To zdaj
to je irelevantno. Pritisk je bil ustvarjen, veš zakaj? Zato, ker pritisk je bil ustvarjen za katerokoli novo vlado. Gre za to, kar sem prej govoril. Se pravi, nova vlada bo morala poslušati interese posameznih kapitalskih blokov. Eden od najmočnejših je znižanje davkov. In boš videl, da bo Petrol uporabljen v to smer. Bomo videli, kaj bojo še naredili pri sestavi vlade, kako bojo vplivali na tako imenovani program, katerega glavni element bo spuščanje davkov in kleščanje državnih stroškov. Beri zmanjšanje plač v javnem sektorju. To je pa naslednja zgodba. Ja, ampak glej, tukaj gre za še en drugo serijo problemov. Da na področju, ki imaš ti nekakšen monopol ali pa oligopol, bi rabil zelo striktno državno regulativo. Ti konec koncev, institucija, ki ne deluje, je ta nadzornik, ki bi se mogel ukvarjati, a ima nekdo položaj monopolen tukaj in druge. In na celi črti v tej državi to ne deluje. Varuha konkurence praktično ne slišimo, oziroma je, ne vem, a se vi spomnite kakšne njegove odločbe, kakršne koli aktivacije. Ja. Od zadnjega ne, 2013 pa spomnimo. Ne? No, poglej, koliko rabiš kar nekaj let, da se lahko spomniš. Če bi bil 15 let, se ga sploh spomniti ne mogo. Hočemo reči, da to, da ekonomija deluje pregledno, da onemogoča vse mogoče ta kartelna dogajanja in prevzemanja, vse s cenami elektrike, pa z električnimi je popolnoma isto. Imamo eno serijo in tukaj država ne deluje. Mislim, država. Bernard, zadeva je še bolj kritična. Ne gre za državno regulacijo, gre za državno firmo. V Petrolu je država glavni lastnik in se pusti izsiljevati, ni več. Ja, pa poglej, celo elektrogospodarstvo je v rokah države. Je pa postala, ampak glavnemu lastniku pusti, da dela to v skladu z lastnim interesom. Tle seveda treba na novo premisliti, kako te ključne dejavnike obvladovati v interesu državljanov in državljank. Ta proces, sam tok, mogoče v pojasnilo, oziroma pač en ščepec zraven, ta proces je tekel v tem mandatu pač Golobove vlade, kjer se je pač Petrol, bi rekel, pač šel izpod kontrole. Ja, ampak po drugi strani pa Igor Bernard, zdaj vidimo, so že prvi pozivi po nacionalizaciji Petrola. Eni komentatorji, ki so blizu aktualni oblasti, so rekli, da bi bilo treba Petrol nacionalizirati, ampak recimo GEN-I, vemo, zakaj je ta firma posebej zanimiva tudi za aktualnega predsednika vlade in najverjetnejšega naslednjega, je pa treba privatizirati. Se pravi, tukaj, Igor, imamo dvojen proces. Ti recimo se zavzemaš, država mora imeti večjo kontrolo v Petrolu, ampak ta ista država, ki bi mogoče tu se strinjala s tabo, aktualna politika tudi prav, da so ji šle stvari iz rok, ampak eni drugi firmi, ki pa pač ne prodaja nafte, prodaja elektriko, pa drugačen proces. Ja, mislim, tle je treba za zgled vzeti recimo Norveško in Veliko Britanijo. Velika Britanija, ko so odkrili nafto v Severnem morju, Norveška obdržala državni lasti in je prosperirala kot država, Velika Britanija je to dala, privatizirala in država od tega nima nič. In tle je podobno, mi smo mehna država, in če te pustiš monopole noter, potem država rata talc teh zadev. In seveda je treba potem, tle imamo problem, tudi večina ljudi ne verjame v kakšno dobro državno regulativo, ampak kakor vidim, državna regulativa zmeraj pade na izpitu takrat, ko se neki posamezni privatne grupacije spravijo na državo in jo poskušajo oropati. Kaj pa je drugega korupcija, Korupcija ne izhaja iz države, korupcija zmeraj izhaja iz privatnih interesov. Oni so zainteresirani za nek monopolni dostop in zato odpirajo žepe, da bi prišli do teh zadev. In to je seveda problem, kako to uravnotežiti in rešiti v Sloveniji. Ampak zdaj, kar vidimo, nam stvari uhajajo iz rok in niso dobre. Ja, ampak glej, tukaj je stvar relativno transparentna. V čem? Da velike državne firme izvajajo obtok svojih dotacij od medijev do nevladnikov, eno serijo institucij
In to se lahko dogaja, jaz se spomnim recimo Petrola v 90-ih, je bil en večjih, kot monopolist, je bil en večjih sponzorjev določenih medijev. Skratka, jaz ne razumem, zakaj bi monopolist sploh investiral, ker ne rabi. Hočem reči, v zdajšnji vladi se je pa zgodilo to, da vrh teh institucij, ki jih je vlada pa, bi rekel, prečisla in nastavlja, je zelo instrumentaliziran. In da bi imel ti vladne oziroma državne institucije, bi rabil tam resen nadzor, ki ga formalno vidiš lahko v tem, da bi mogli tudi med nadzorniki biti opozicijske stranke, oziroma njihovi predstavniki. Ali bi mogli biti pa njihovo delovanje javno, transparentno, da se bi vse posod videli, kam gre kakšen denar. Zdaj da gre pa bitka za plen, čim držiš ti ali pa vzameš železnico, popolni monopolist in investira vse mogoče akcije, takšne in drugačne, često ne razumeš zakaj. In to je en izmed generatorjev korupcije. Korupcije je izvorov še cel kup, ampak tale je zelo močen v tem, da so državne firme pravzaprav plen aparata, ki vodi vlado. Ja, zdaj, kako vidva komentirate, da niti eden poslanec oziroma poslanka, ki je v tem mandatu zamenjal stran, se pravi, da je na teh volitvah kandidiral za drugo stranko, kakor je kandidiral na prejšnjih volitvah, pa je bil na prejšnjih volitvah izvoljen v državni zbor, tokrat ni bil izvoljen. Ne? Se pravi, Anže Logar, Eva Irgl, Miha Kordiš, Mojca Šetinc Pašek, Tašner Vatovec in tako naprej. Niti eden od teh, ki so zamenjali stranko Kalo Hitak itd., ki so zamenjali stranko, tokrat ni bil izvoljen. Mislite vidva, da gre za naključje ali je to neko kozmično sporočilo poslancem za aktualni mandat? Ja, malo različni primeri so. Ne? Recimo pri predsedniku demokratov, Logarju in pri Irglovi je problem v tem, da sta mislila, da ona dva prinašata glasove SDS-u in da je tisti rezultat, ki sta ga dosegla na listi SDS-a, da je to njun osebni rezultat. Torej, ona dva sta ostala v istem okraju in kandidirala proti zdaj kandidatom SDS-a. Ja. Če bi malo imela političnega minda, bi bilo jasno, da samo v tem okraju ne smeta kandidirati, ker tam ima SDS boljšo pozicijo, ker prej sta pri SDS-u kandidirala. Ne? Torej, pri njima gre za absolutno politično napako. Pri Tašner Vatovcu gre za to, da je pa stranka dobila premalo, on si je obetal, da bo SD dobila bistveno več od Levice in je tle kandidiral. Celo volilna enota je pa dobila komaj za enega kandidata in tle seveda Meri Hot ni mogel kandidirati, ki je tako in drugače utrjena v svojem okraju. Potem je še, koga si še omenil? Miha Kordiš recimo ni Miha Kordiš je pač, da bi on lahko s to svojo radikalno levico prišel kamorkoli in s to finančno podporo, že Levica je komaj prišla v parlament, ne? Se pravi, njena radikalna frakcija s Mihatom Kordišem pa seveda v klimi absolutno nima nobenih možnosti. Kaj pa Mojca Šetinc Pašek, recimo tudi Bernat? Jaz bi rekel takole, da za eno je prestop kot tržno ali pa nogometno gesta in ta se očitno ne splača, ker imaš status odpadnika objektivno. Drugo je pa seveda, a ti uspe formirati ali nove ideje, nove stranke in recimo v primeru, kaj s tem, Paškove, če bi tako rekel, sej dokler ni stopila, niti ni bilo čisto dobro očitno, da je v kakšnem večjem konfliktu z Svobodo. Tako da te geste so premalo, čeprav so človeško čisto razumljive in tudi zakaj ne bi nekdo prestopil. Ampak tisto, kar te pa lahko formira na daljši rok, je pa to, da zato z odhodom vzpostaviš še eno novo delovanje za stranko ali s čimerkoli, bistvena sprememba. Ko je šel Tašner Vatovec v novo stranko, se ta stranka SD ni ničemer spremenila. Jaz bi se bil pri Logarju pa pri Irglovi bolj zadržan, namreč
Saj to ni šlo za neke velike poraze, tam je šlo za drobec, par procentov, bi nekdo nekaj več dobil, nekaj manj in je kdaj težko predvidljivo. Tako da jaz tam kakšnega nauka v njunem primeru ne bi videl, ker konec koncev jim je uspelo postaviti stranko, ki je prišla v parlament in dobila kar nekaj poslancev. Ne. Tako da to je razlika. Samo izhodi, tako bi rekel, brez kakšnih resnih konsekvenc vsebinskih pa očitno niso plodonosni. Ja, zdaj, uspešna je bila lista Nova Slovenija, SLS, Fokus, se verjetno strinjata. A je to sporočilo po vajinem mnenju političnim strankam, da se bolj splača skupen nastop na volitvah kot recimo drobnenje glasov, če to primerjamo recimo stranko Prerod in tako naprej? Ja, zdaj pri teh strankah, to so že recimo starejše stranke, oziroma je bilo kar zadeva SLS recimo. Ne? Pri SLS-u se niso prebili že zadnjih 10 let več kot 2%. Torej, njihov premislek je bil samo to, ali hočejo še biti na sceni, ali se bojo čisto pospravili. In so se odločili, da bojo raje nekje pač vegetirali v drugi stranki. To so že počeli na evropskih volitvah in so dobili evropskega poslanca 2 mandata nazaj in tako naprej. Se pravi, to je že bilo za njih potrjen model. Za Fokus je bilo tudi jasno, ko je predsednik državnega sveta ustanovil stranko, kar je seveda spet problematično stališče vloge državnega sveta. Jaz mislim, da bi morali v ustavo zapisati, da predsednik oziroma da nihče v državnem svetu ne sme biti vodstva strank. Ker ja, to 2 predsednika zapored so to naredila. Tako, in zdaj bi morali to napisati v ustavo, ker zgleda, da se ne držijo več tega, da se ne strankizira državnega sveta. Kakorkoli že poskušajo stranke imeti vpliv na državni svet, to v eksplicitnem smislu nikoli ni bilo mišljeno. Torej, on je ustanoven, je bilo jasno, da v 2 letih, kar je stranka vegetirala, ni prebil 1% in je bilo za njega edina rešitev, da nekako reši to svojo kožo pred tem, da je brcnil v temo, kot bi rekel, lahko preživi edino na tak način. Zdaj, kar pa zadeva, se pravi, tudi upokojenca so poskušali v desnici zvabiti na eno od list, pa ni pristal, je dobil manj kot odstotek. Torej, to je edini odstotek, ki ga je desnica izgubila. Na levici se je pa kazalo, in to je problem teh mediatorjev ali organizatorjev levo-sredinske scene, da so najprej delali zelo na tem, da bi Goloba spodnesli, potem jim to ni odneslo, ampak so že zakorili cel kup ambicij. Recimo Vladimir Prebilič je eden od teh, ki so ga redili za to, da bo nadomestil Goloba in je hodil okrog že skoraj kopal, se pravi, pav nadomesti Goloba. Smo blazno bi profitirali, ampak potem se je pokazalo, da enostavno se ne izide in potem so ga poskušali prepričati, naj umakne svojo kandidaturo, naj se pridruži SD-ju ali pa komorkoli. SD je celo eksplicitno dal ponudbo na mizo. In je odnesel tako levi sredini 2,6%. Zdaj s Pirati se nobeden ni ukvarjal, ampak Pirati so tudi kar odnesli 2,5%, se pravi, skupaj je to že 5%. Ni se nobeden ukvarjal niti z bivšim Desusom, ki se je vmes z Vladom Dimovskom ene 3-krat prekopicno in na koncu prišel do tistega odstotka. Niti ne resno z Erjavcem, s tem, da Erjavc verjetno in Vlado Dimovski sta prišla v igro mogoče po 10%. Torej, tle je cel kup nekih napačnih političnih sporočil bilo od kreatorjev političnega prostora pred 2 leti, zakorili so sceno drobljenja, ki je potem niso znali skupaj potegniti. In zdaj imamo rezultat, kot ga imamo. Evo, 45 sekund, Bernard. Ja, jaz to je malo vprašljivo. Tam je bil tudi Jelinčič, ki je dobil precej glasov, pa je bil na desni strani, pa še kakšna stranka. Na Jelinčiča je težko reči, da je čisti desničar. On je res samo svoj. On je bil v levih in desnih vladah. Že, ampak zadnjih 15 let je bil na desni. Štartov je pa druge. No, ampak, če bi rekel, pri Novi Sloveniji in njeni koaliciji so naredili pravzaprav to, s tem, ko so zamenjali predsednika in so dobili afirmativnega, bolj odločnega, bolj elokventnega in konsistentnega v tem smislu, da je postavil kot prvo
pravzaprav alianso z idejno, ali pa po vrednotami z SDS, in da je umaknil vsa mogoča drobne privilegije, ki mu je vlada ponujala, je s tem pravzaprav naredil eno zelo močno identiteto v stranki in sploh še pokazuje eno varianto, da imamo lahko tudi dve, kako bi rekel, tako imenovani desni stranki, ena pač SDS, druga recimo morda malo bolj krščanska, kmetska, kakorkoli, da imamo dve varianti desne stranke in zmernejšo ali pa manj zmerno in to mu je uspelo, očitno zelo dobro. Ja, uspelo je tudi nam, da smo privedli to našo debato k koncu. Dr. Bernard Nežmah, dr. Igor Lukšič, najlepša hvala za vse vajine komentarje oziroma pojasnila. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, ali nam bo Robertina vladala še 4 leta, Faktor na TV3.